točka poslovnega utripa v Murski Soboti. Zaključek programskega obdobja 2014-2020 čezmejnih programov Interreg. Drage gledalke in gledalci, toplo pozdravljeni v hladni sredi ter vabljeni k ogledu dveh zanimivih dogodkov. V Lendavski ulici v Murski Soboti od sedaj lahko obiščete poslovno skupino Business Point oziroma točko poslovnega utripa. Blagovna znamka Business Point, ki pod svojim imenom združuje 7 podjetij, deluje v prostorih nekdanje tiskarne Pomurski tisk. To so SRP računovodske storitve in svetovanje, SAN podjetje za svetovanje in marketing, BP Akademija, Panonika energetika, Q Social upravljanje kakovosti, Gap Green družba za inovativni razvoj ter FRD poslovno svetovanje. Business Point je poslovna skupina, nastala iz 7 podjetij, ki so prepoznala, da pravzaprav sama zase so premajhna in premalo prepoznana, ter ugotovila, da bi združena pod eno blagovno znamko dosegala večjo varnost, boljši tok znanja, večjo prepoznavnost in pa seveda vse druge sinergije, ki izhajajo iz združenja pod eno blagovno znamko. Zdaj večina od teh 7 podjetij se ukvarja s poslovnim svetovanjem, odnosno njihova ključna dejavnost poslovno svetovanje, bodisi davčno, finančno, računovodenje, iskanje finančnih in drugih virov ter povezav, uvajanje kakovosti v podjetja. Drugi del podjetij pa se ukvarja s proizvodnjo zelene energije. Ključni cilj je, da stranka na enem mestu dobi večino potrebnih storitev in obenem skupno nastopanje na trgu. Ravno to je namen, ker sam ne bom rekla, da ne dostopaš do strank, ampak stranki lahko ponudiš suport iz zelo različnih kotov, zelo različnih virov, s tem jim prihraniš na nek način denar, iskanje pot, ga opozoriš na stvari. Skratka, naše znanje delimo potem z stranko v bolj zaokroženem sistemu, kot bi ga vsako podjetje posebej. 2 od podjetij v poslovni skupini letos praznujeta 30 let delovanja, druga so mlajša. Skupno jih je v skupini zaposlenih 27, povezane družbe pa letno ustvarijo slabih 6 milijonov evrov prihodkov. Del je lastniških povezav, del je enostavno nastala neka sinergija, ko vidiš, da si sam premajhen in da če deluješ skupaj z drugim, in pri tem ne gledaš na drugega kot na konkurenco, ampak na nekoga, s komer lahko razvijaš storitve v boljši smeri. Tako da dejansko smo se našla taka podjetja, ki razumemo, zakaj v to skupno povezano smer. Izkušnejša podjetja tako na nek način nudijo mentorstvo mlajšim podjetnikom, si pa želijo v prihodnje tudi mladim podjetjem izven njihove skupine pomagati pri izgradnji njihove poslovne poti. Naš naslednji projekt je, da v delu prostorov, ki še niso urejeni, vzpostavimo možnost za mlada podjetja, ne bom rekla inkubator, ker to je druga vrsta, pač ponujamo brezplačne prostore in nudimo svoje znanje mladim podjetjem, da pač nekako shodijo, se uveljavijo in da potem lažje stopijo po svoji samostojni poti. Del skupine je, kot rečeno, tudi zavod BP Akademija. Naša vloga v tej skupini je predvsem ta, da skrbimo za nepovratna evropska sredstva, ne samo evropska, ampak tudi kakšna nacionalna, lokalna, pa tudi za organizacijo različnih dogodkov v našem novem prostoru Business Point Art. Ta prostor je namenjen povezovanju, druženju in vključevanju s poudarkom na prepletu umetnosti in podjetništva. Govorimo o različni vrsti dogodkov, od umetniških razstav do zabavnih dogodkov, do glasbenih dogodkov in tako naprej. V glavnem za vsakega nekaj, no? Prostor bo moč najeti tako za manjše kot večje dogodke, saj lahko sprejme okrog 200 ljudi. Določene aktivnosti bodo organizirali tudi sami. Napovedi dogodkov bomo redno objavljali na naši Facebook strani poslovna skupina Business Point, potem na Instagram profilu Business Point Group in pa na spletni strani www.businesspoint.group. Trenutno poslovna točka Business Point združuje 7 podjetij, vendar so pripravljeni v svoje vrste sprejeti še kakšno dodatno. Vsekakor. To je pravzaprav začetek. 7 palčkov se nam je zdela lepa številka, ampak naša Sneguljčica je vsekakor pripravljena na več palčkov, tako da ni treba, da ostane pri številki 7. Zdaj prvi korak je pač to uskupinjanje, to
ta nekak notranja ureditev blagovne znamke in pa seveda potem tudi širitev v tujino. A ne. Določena naša podjetja so stara že 30 let, nekatera so zelena, se pravi mlada, in bilo bi škoda, da tisti, ki pač so že na tej stopnji, da lahko stopijo naprej in dlje, ne bi tega izkoristili. A ne. Mladi pa bomo pač toliko hitreje lahko sledili potem. Business Point najdete v Lendavski ulici 1A v Murski Soboti. V Ljubljani je potekal skupni dogodek 3 čezmejnih programov Interreg Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska, s katerim so obeležili zaključek programskega obdobja 2014-2020. V okviru Interreg programov Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska je v Ljubljani potekal zaključni dogodek za programsko obdobje 2014-2020. Na njem so pod sloganom Sodelujmo za boljšo prihodnost predstavili dosežke čezmejnega sodelovanja, katero je zaobsegalo 117 projektov, 652 avstrijskih, hrvaških, madžarskih in slovenskih partnerjev in bila razdeljena vsa razpoložljiva sredstva obdobja 2014-2020 okrog 102 milijona evrov. Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, dr. Aleksander Jevšek, je v nagovoru povedal, da čezmejni programi spodbujajo gospodarski in socialni razvoj na obmejnih območjih, rešujejo skupne izzive na področju okolja, javnega zdravja, varnosti in zaščite in vzpostavljajo boljše pogoje za mobilnost ljudi, blaga in kapitala. K temu pa takole ocenil programe in programsko obdobje. Dejstvo je, da je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj preko Interreg projektov Slovenija, Avstrija, Madžarska in Slovenija, Hrvaška vodilni partner na področju Interregov in ker smo v zaključku finančne perspektive 2014-2020 lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da smo uspešno porabili vsa sredstva, ki so bila na razpolago v Interreg programu v tem časovnem obdobju in kot smo že ravno pri tem tudi na kohezijskem področju uspešno zaključujemo kohezijsko obdobje 14-20 in pravzaprav lahko rečem, da smo že 100% pri porabi sredstev, tako da smo lahko zelo zadovoljni. Bolj kot to pa so verjetno zadovoljni naši upravičenci, naši uporabniki, to so občine in različni drugi upravičenci, ki živijo predvsem na območju meje, ker čezmejno sodelovanje je tisto, katerim je Interreg pravzaprav tudi namenjen. In lahko, ko ste me vprašali, kako ocenjujem, lahko ocenim, poleg tega, kar sem povedal kot minister, tudi kot bivši župan, da so Interreg projekti izjemno dobrodošli. To so majhni projekti, ki presegajo 5,5 milijona ali milijon in jih razvijajo partnerji na eni in drugi strani meje. Namenjeni so predvsem različnim dejavnostim na področju turizma, na področju biodiverzitete, na področju protipoplavne varnosti in prav pri slednjem lahko rečem, da smo z Hrvaško nekaj uspešnih projektov dokončali, zaradi katerih tudi ni prišlo do takih škod v času poplav v letošnjem letu. Torej, obdobje, ki ga zaključujemo z zadovoljstvom, vstopamo pa že v novo obdobje 2021-2027 in tudi tukaj lahko z zadovoljstvom povem, da so vsi trije Interreg projekti že aktivni, torej da so razpisi že objavljeni, nekateri se že zaključujejo in to je dober signal tudi za to, da bomo tudi leta 2027 lahko rekli, odlično smo porabili evropska sredstva za zadovoljstvo naših uporabnikov. Dogodka se je udeležila Katalin Julija Penzeš, predstavnica Evropske komisije, ki je glede na to, da gre za projekte manjših vrednosti, povedala. Yes, they are not that big, but that doesn't mean they are not important. Slovenia manages indeed 3 Interreg programs. Res je, da projekti niso veliki, vendar pa menim, da niso nepomembni. Slovenija je skozi programe in sodelovanje s 3 sosednjimi državami pomembno prispevala k integracijskim procesom in prepoznavnosti čezmejnega prostora in to je opravila odlično. Ne glede na to, da je proračun namenjen temu sorazmerju
razmerno majhen, pa so rezultati vzpodbudni in zelo vidni. Ta zaključna prireditev s čezmejnimi programi je predstavila nekaj pomembnih rezultatov in izkušenj, ob čemer ne smemo pozabiti, da s tem ne zapiramo knjigo nekega obdobja, ampak odpiramo novo obdobje za 2021-2027. Na programih se že dela in začetki izvajanja le-teh bodo kmalu tu. Razpisi so pripravljeni, delo poteka v časovnih okvirih in ne bomo se več toliko ozirali v preteklost, marveč bomo razmišljali o prihodnosti. Današnje srečanje in opravljeno minulo delo sta del preteklosti, kakor tudi prihajajoče prihodnosti, v katero gremo nasproti izzivom skupaj z roko v roki. Hand in hand and in parallel. Bržkone je za podajo ocene programskega obdobja 2014-2020 najbolj merodajen Aleš Mrkela, vodja organov upravljanja Interreg. Obdobje programsko 2014-2020 se zaključuje. Projekti so za svojim izvajanjem aktivnosti v bistvu končali. Počrpali so kar velik delež sredstev, v bistvu se nahajamo pri črpanju nad 95% praktično po vseh programih. To je v bistvu dober dosežek, ker nekega predfinanciranja v okviru Interreg programov ni. Rezultati so pa danes že vidni, to pomeni, da lahko govorimo o prehodu v neko zeleno, digitalno družbo. Dosti stvari se je podprlo, prav tako so se te turistične ponudbe zelo nadgradile. Nekaj smo delali tudi na naravnih vrednotah, na kulturni dediščini, tako da smo lahko na naše projektne partnerje res ponosni. Prav tako pa te naše izvajalske strukture so v bistvu delale s polno paro in mislim, da nekih posebnih zapletov tudi ni bilo. Naši programski partnerji so tako ali tako partnerji iz držav, ki obkrožajo Slovenijo, to pomeni iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Po drugi strani pa partnerji so v bistvu prihajajo iz regij, to pomeni nekako bottom-up approach, se pravi od spodaj navzgor, projekte pripravijo regije, lokalne skupnosti, društva. Če pogledamo nekako strukturo partnerstev, vidimo, da je v veliki meri prisotno kar dosti občinskih uprav, ki dejansko skrbijo za to, da res te lokalne aktivnosti gredo naprej in najbolje identificirajo mogoče potrebe, ki so. Zdaj partnerstva se izvajajo predvsem z vidika teh projektnih pisarn, ki so v sklopu javnih uprav in združujejo tako, zasebne deležnike kot javne, medtem ko naši programi so bolj ali manj orientirani na javne partnerje. Največ projektov tradicionalno dobimo na meji z Slovenijo in Hrvaško. Zakaj? Zaradi tega, ker so jeziki, podobni, poznani, skupna država iz preteklosti, zato je tam projektnih idej v bistvu največ. Zelo veliko jih je tudi na Sloveniji in Madžarski, glede na seveda dolžino meje. To ne pomeni, da jih je nominalno pač največ, odstotkovno pa kar dosti in zato tudi ta program predstavlja ogromno, administrativnega dela za naše strukture. Po drugi strani je pa tudi jezik tisti, ki dejansko zaradi obdobja železne zavese in pa ljudje ne znajo toliko madžarsko oziroma slovensko. Če pogledamo z vidika velikosti programov, sta pa programa Slovenija-Avstrija in Slovenija-Hrvaška relativno podobna. Seveda odstopa pač manjši program Slovenija-Madžarska, ampak po samem črpanju sredstev mislim, da so si v bistvu bolj ali manj na istem nivoju. Interreg programi so tradicionalno namenjeni sodelovanju. Zdaj omenjamo 3 programe. Zaključni dogodek je med programi, kjer je Slovenija organ upravljanja. Imamo sicer program Italija-Slovenija, kjer pa vodenje prevzema italijanska država. Tudi ta program ni nezanemarljiv. Kar se pa tiče samih tematik, pa v bistvu delamo dosti na tem povezovanju ljudi in pa želimo ta del prenesti mogoče tudi v ta turistični segment in se tu horizontalno navezujejo tematike, ki so povezane z naravo in kulturnimi vrednotami. Te najdemo na vsaki meji. Zakaj? Pač Slovenija je na tem stičišču v Evropski uniji, pa ne samo v Evropski uniji, tudi v Evropi geografsko.
tako da lahko res povezujemo te vrednote, ki so se tukaj ohranile. Po drugi strani pa imamo dost območja, ki leži v Naturi 2000, kjer nam te naravne vrednote ogromno pomenijo. Kaj pa prihodnja finančna perspektiva in obdobje? Programi finančne perspektive 14-20 v bistvu se zaključujejo oziroma bodo zaključeni predvidoma nekje v naslednjem letu. Imamo pa seveda programe, ki nadaljujejo to finančno perspektivo, to so programi iz perspektive 21-27, ki so že v prvem zamahu, prvi razpisi so tudi objavljeni. Seveda smo pa mi v upravljalskih strukturah že z očmi pogledujemo naprej, se pravi po letu 27 in bomo dejansko že malo predstavili, kje se nahajamo. Z vidika nas je zelo pomembno, da programe pripravimo za prihodnje z deležniki, to pomeni z vsemi, ki v regiji živijo in tukaj delajo, da nas tudi obiščejo, tudi te ljudi vabimo, naredili bomo kar nekaj posvetov tudi za po obdobju 27, tako da vsi so vljudno vabljeni, da pri teh posvetih sodelujejo, ker bomo le tako lahko naslovili tiste probleme, ki so res skupne čezmejnemu območju, zato pa ti Interreg programi so. Zagotovo je skozi programe, skupne aktivnosti in sodelovanjem moč doseči boljše rezultate in trajnejše učinke, kar prinaša hitrejši razvoj in boljšo kakovost življenja ljudi v čezmejnem prostoru. Tudi v prihodnjem obdobju so cilji spodbujanje skupnega pristopa k reševanju težav na obmejnih območjih in trajnostne rešitve, ki povezujejo ljudi. Za danes je to vse. Uživajte in se vidimo!